Z ustavo je določeno, da naj bi bila država ločena od cerkve. Verske skupnosti pa v očeh in dejanjih strani države enakopravne. Prvega, torej ločenosti posvetnega in svetnega, očitno, če sklepamo po mnenju državljanov, ni. In tudi drugega ne, torej enake pozornosti do vseh religij. Nekatere verske skupnosti so prepričane, da država nikakor ni nevtralna. V Sloveniji je registriranih 42 verskih skupnosti. Ob zadnjem statističnem popisu se je skoraj 60% državljanov izreklo za pripadnike katoliški cerkvi, kar pomeni, manj kot polovica prostih mest se porazdeli med 41 verskih skupnosti. Država povsem enakopravno na nek način skrbi tudi za islamsko skupnost. Mi smo druga verska skupnost, največja verska skupnost v Republiki Sloveniji. Ki pa ima 25-krat manj vernikov kot katoliška. In kako država skrbi za tiste po številu članov še manjše? Kar se tiče tega položaja, lahko rečemo, da je ta enakopravni. Samo seveda, da nimamo enakih možnosti. Torej, država ni nevtralna, ampak je večina izvoli oblast in oblast skrbi za večino, ki jo voli, in mi tukaj ne pašemo noter. Islamska skupnost, kot sem že povedal, nima nekega mnenja o nekem inferiornem položaju. No, jaz bi tukaj rekel, da v Sloveniji imamo 4 tradicionalne vere. To je rimokatoliška, to je protestantska, to je judovska in pa pravoslavna. Vse ostalo so pravzaprav neka prinešene vere sem. Bi rekli, da zaradi tradicije potem je prav, da so nekatere superiorne. V primeru dolge tradicije mislim, da je treba, da imajo ta verstva prednost. Naše potrebe, glede na zgodovino in na splošno to, kar ljudje pričakujejo od katoliške cerkve, neprimerno večje, kako so pa potrebe drugih. Tukaj mislim predvsem na vzgojo in izobraževanje. Ne bom rekel, da je oblast danes slaba, ampak imajo pomembnejše posle, da rečem, skrb za večje verske skupnosti, za njih prioriteta. Če gledamo zakonodajno ustavo, mislim, da ni nobena verska skupnost v Sloveniji v inferiornem položaju. Nikakor ne mislim, da bi bila katoliška cerkev kakorkoli privilegirana. Je pa seveda razumljivo, da glede na sorazmerja, številčna sorazmerja in druga sorazmerja, ki vladajo pri nas in ki so pač takšna, kot so zaradi zgodovinskih dejstev, da lahko nekdo ima ta vtis. Mi bi pričakovali, da bi država tako kot skrbi za nacionalne manjšine in jim daje več posluha manjšinam, več denarja, več pozornosti, da bi podoben bilo tudi na verskem področju. V verskih skupnostih so navdušeni nad Bajukovim predlogom zakona. 0,5%, da bi vsak davkoplačevalec namenil nekomu, med drugimi, da bi bili med temi bili naša cerkev in druge verske skupnosti. To bi bistveno izboljšalo položaj nas manjših verskih skupnosti. Od države pa si najbolj želijo, da si zgradimo džamijo in da postanemo na nek način lastniki tega objekta. Predvsem želimo se, da bi nekako usmerili ta sredstva in to našo energijo in to naše izkušnje do mladih. Potem, da nam pomaga tudi finančnimi sredstvi, tako kot pomaga vsej civilni družbi. Ampak v cerkvi je tako, mi nikoli ni bilo tega izobilja in ga ne pričakujemo. Če pa je že tukaj, predvsem za voljo zgodovine in tradicije, je zanj treba poskrbeti. Ena župnija potrebuje eno cerkev. Če jih ima 7 ali 5, kar je zelo pogosto v Sloveniji, pomeni, da so ostale 4 ali ostale 6, je pravzaprav neko breme, ki ga mora vzdrževati, ker bi bilo škoda, da bi propadlo, čeprav ona tega ne potrebuje, kajti potrebujemo eno cerkev za nedeljsko za bogoslužje. Eni si želijo manj, drugi več. Eni dobijo več, drugi manj. Nekako vsaj tako je videti v stilu sorazmernosti, ki je seveda logičen. Več ovčic, več glasov, več pravic. In obratno. Sedaj pa čisto zares povsem druga pesem.